Tamara in Robert, dobrodošla in hvala, da ste se odzvala mojemu vabilu, da bomo danes malo poklepetali o podjetniški poti, pa bi mogoče začeli malo drugačno predstavitvijo, da ne bo čisto taka navadna predstavitev, bi mogoče začeli s tem, kako je v bistvu sta sploh prišla na podjetniško pot oziroma kako je sploh prišla ideja do tega, kar počneta, ne. Zdaj, Tamara, pri tebi vem, da ti si pač res strokovnjakinja za vzgojo in meni si definitivno pravi vzor, tudi včasih, ko se vidiva recimo na Zoomu, ko pridejo tvoji otroci zraven, a ne, mi je prav ta odnos ful pristen pa ful topel, mi je pravi vzor zate, pa me ful zanima, kako si prišla v bistvu sploh na to pot, da si se začela v bistvu ukvarjati z izobraževanjem, kako biti dober starš. Ja, zdravo in hvala, Maja, tudi tebi za to povabilo na ta pogovor. Ja, v bistvu moja pot mogoče je malo tako čudna ali pa nenavadna, no. V bistvu sem delala na čisto enem drugem področju prej, v redni službi, pač zaposlena sem bila, ampak ja, nisem bila v bistvu zadovoljna tam, mislim tako, nikoli me ni izpolnjevala tista služba, no, tako da mi je že takrat nekako, kot da ni to, ne, čisto, kar bi si jaz v svojem življenju želela. Pol pa, ko sem dobila otroke, ja, pol pa padeš v ta sistem noter, kjer vidiš, kako je to vse neko hitenje, norenje, nimaš časa za otroke, slaba volja, izzivi z otroki, pojma nimaš, kaj narediti, nimaš energije za to, nimaš znanja. In pač v bistvu so me ti moji izzivi potem nekako peljali na to pot, da sem se začela izobraževati glede vzgoje. In hkrati je pač s tem tudi dozorela ta neka ideja, ali, ja, da bi pustila svojo redno službo, in se bolj posvetila temu odnosu, no, s svojimi otroki. Pač takrat sem imela eno hčerko. In ja, nekaj časa sem to premlevala, ker me je bilo seveda strah, ne, pustiti službo in varno zavetje tega. In sem najprej mislila, da moram jaz najprej nekaj imeti drugega, da bom pač to začela takoj preklopila, ne, na nekaj drugega. Pol sem pa ugotovila, da to ne bo šlo, ne, z malim otrokom, s službo, zdaj si še nekaj novega poiskati in začeti, in sem pol pač v bistvu nekako se kar vrgla na glavo in se odločila, da bom to službo pustila. In s tem sem v bistvu tudi dobila potem eno tako možnost, no, da sem začela res se poglabljati v te starševske vsebine, ne, v vzgojo, v svoj odnos z otrokom, da sem vse pač tudi preizkušala potem na lastni koži, ne, da sem šla res v ta proces osebne rasti in starševske rasti. In šele skozi to, no, sem sčasoma nekako začutila to željo, da bi to znanje predala tudi naprej. Tako da v bistvu, ja, skozi to svoje učenje sem potem ugotovila, da ima veliko staršev te izzive, podobne kot jaz, in da je neka podpora na tej poti res zelo, zelo pomembna. Saj tudi sama sem si pač poiskala seveda podporo in vse to. Tako da ja, iz tega je potem dozorela ta želja, no, da bi tudi jaz to podporo ponudila drugim staršem. Tako se je začela ta moja samostojna pot. Ful lepi primer to, da pač če imaš ful obveznosti ali imaš otroke, da vseeno še lahko gremo na svojo pot ali gremo čisto 100%. Jaz recimo takrat, ko sem pustila službo, sem si sicer naredila ene prihranke, pa potem zgradila posel zraven, je pa res, da nisem imela pač otrok zraven, tako da ja, to mi je ful lepi primer, da pač se tudi da. Zdaj, na drugi strani, Robert, če še mogoče greva do tebe, pri tebi pa je meni bilo najbolj fascinantno ta tvoja pot, kako v bistvu lahko totalno obrnemo iz enega področja, gremo v drugega, in ful dosti je takih podjetnikov, ki mogoče delujejo na enem področju, se pravi, ti si bil prej v čisto takih medicinskih vodah, če tako rečem, zdaj si pa presedlal v bolj energetske, pa mogoče, če ti lahko kaj podeliš, kje si ti začel, kako si sploh prišel do teh bioenergetskih terapij.
Ja, evo, kakor si že rekla, no. Jaz sem enostavno se presedlal, tako rečen, iz uradne medicine, konkretno iz same farmacije, v bioenergetika, no. Pri meni je enostavno moja zgodba gre na ta način, da že od nekdaj sem bil tak človek, da sem želel pomagati ljudem, a ne. Ampak nikoli ni, da, mislim, mlad si pa ne veš točno, kam se obrniti, na kak način pomagati, kaj delati. Tako da pri 17 letih sem imel nogometnega trenerja, ki je bil licenciran bioenergetik, in vedno, ko je razlagal svoje principe, kar se energetskega zdravljenja tiče, o rezultatih, pač vedno je obstajala ta neka želja oziroma nekako sem tudi sam sebe videl v tem, ne. Normalno, vse je zraven podkrepil, vedno, ko je bila kakšna manjša poškodba, je priskočil zraven, ja, naslednji dan sem lahko bil že na treningu. Tako da pol sem pa vse ta želja je nekako tlela v meni do 25. leta, ko sem dobil tudi prvega sina, celo življenje se mi je nekako postavil na glavo, z ženo sva bila z eno plačo, ampak pol enostavno sva, ne vem, tudi s tem trenerjem, sva se spet srečala in njegovo ključno vprašanje je bilo, prav, kdaj boš pa ti šel na seminar, ne? Prav, ke lahko to delaš, pač ko vidim, da imaš to željo, ne. In jaz sem začel kot pač navaden človek, z vsemi izgovori možnimi, ja, pa sva žena z eno plačo, pa majhen otrok, pa ne vem kako, pa ne vem zakaj. Pa mi je samo povedal en stavek, ki ga ne bom nikoli pozabil, ti boš celo življenje samo govoril pa nič naredil. V tistem trenutku se enostavno nekaj zgodilo v meni, da sem se jaz naslednje jutro takoj prijavil na seminar. Za ta prvi seminar sem si tudi denar sposodil, in sem si dal to možnost, a ne. Ker sem prišel do prvega seminarja, v prostor, kjer so se izvajale same terapije, je bil enostavno občutek, ke da sem prišel domov. In od tistega trenutka dalje sem jaz vedel, da je to moja edina prava pot, a ne. Tako da v farmaciji sem deloval, da rečemo 15 let. In ja, kakor je tudi Tamara povedala, pač jaz sem že vmes že delal in terapije in tale kolega mi je bil pol tudi mentor, pa mi je pomagal, ampak enostavno jaz se v farmaciji nisem več našel. Jo obožujem, daleč od tega, da ne, ampak spet bolj tisti osnoven princip naravnega zdravljenja, se pravi, zeliščni izvlečki, in ostale stvari, a ne, ke spadajo pač zraven, ker to je meni tista osnova farmacije. Pol sem pa enostavno zaradi slabih odnosov v službi, sem si v določenem trenutku pač nepripravljen, brez kakršnihkoli prihrankov, sem si sam rekel: "Glejte, dragi moji, jaz vas imam rad, jaz vas obožujem, ampak ta življenje več ni zame, a ne." Tako da sem 12. januarja to leto sem dal odpoved in sem šel čisto na samostojno pot, in moram reči, da mi niti malo ni žal. Ke zdaj imam 3 otroke, uživam z njimi, časa imam dosti za njih in za svoje paciente, in za svoje izobraževanje in vse stvari, tako da res to delam s srcem in veseljem in pol enostavno se začnejo stvari postavljati na svoje. Jaz vedno zagovarjam, da vse, kar delaš v življenju, moraš delati s srcem. Če nekaj ne delaš s srcem, je bolj, da nehaš, a ne. Sploh za dolgoročno se mi zdi, da sploh ne gre. Pri tebi veš, kaj mi je pa pri tebi res tako prva točka, ki mi je pa tako padla v oči, je pa bila to, ko si se udeležil enega brezplačnega tečaja, v VIP-u, a ne, in si potem vse, ko smo pač tisto delali,
tudi res šel takoj v akcijo, pa ful implementiral. Zdaj pa me zanima, če se še čisto malo pred to vrneva, a ne, preden si prišel v stik oziroma preden sva začela sploh sodelovati, kaj je bil tisti tvoj problem oziroma če se mogoče spomniš, kako si se takrat počutil? Kaj ti je tam takrat v poslu ali pa v življenju bil nek izziv? Ja, tako bom rekel, no. Kakor tudi sama rečeš, vidiš, da rataš en hrček, da konstantno nekaj delaš, nekaj vlagaš, pišeš, izdeluješ svojo spletno stran, pripravljaš ponudbe, ampak stvari ne grejo nikamor. Pač ni obiskanosti take, kakor bi si želel, ni konverzije take, kakor bi si želel in pol, bom rekel, je vse prišlo v ta pravem trenutku, a ne, tudi tale tvoj brezplačen seminar, to je bilo glih v obdobju, ko sem bil na očetovskem dopustu, tako da sem si lahko čas vzel, ampak mi je odprl novo dimenzijo. In pač, če se spomniš, v tistem enem tednu, kakor je tale brezplačen dogodek bil, sem jaz začel stvari delati in avtomatsko so začele nove stranke prihajati, avtomatsko sem prišel pred novo občinstvo, tako da kasneje sva se pa udeležila še enega brezplačnega seminarja, kjer sem jaz dobil potrditev, a ne, da ni bil to zgolj sam enkratni dogodek, a ne, ker smo še dodatno nadgradili stvari in v tistem trenutku je prišla pač pri meni želja, da se udeležim tvojega programa Legendarni, a ne, zato ker pač že na 2 primerih sem dobil potrditev, da je to, tako da nisem imel pol več kaj za zgubiti, a ne. Ja, evo, to je ful lepi primer, a ne, kako lahko v bistvu nekaj brezplačnega se tudi udeležimo, pa imamo tudi rezultate od tistega, če gremo v akcijo. In ja, to mi je bilo res pri tebi tako ostalo v spominu in sem ful vedno, ko si potem objavil, okej, toliko pa toliko strank je že več, sem prav rekla, yes, bravo, prav tisti happy dance v ozadju, veš. Tamara, kaj pa mogoče ti, a se mogoče ti spomniš, midve že zdaj nekaj časa sva sodelujeva, a se spomniš, preden sva začela sodelovati, kaj je pa tebe pognalo, kaj je bil takrat tisti izziv, kako si se takrat počutila, kaj ti je mogoče manjkalo, da si potem... Ja, jaz se tudi, ful se še spomnim, v bistvu, ker nisem imela pojma o podjetništvu, po domače povedano, ne, in sem vse nekako pač, vse je bilo za mene novo, ne, ko sem začela, tudi res je bilo vse novo, ful znanja mi je manjkalo, saj sem si poiskala tudi nekaj pomoči, nekaj sem implementirala v prakso, nekaj sem dala, ampak ni bilo nobene strukture prave. Veliko mi je manjkalo, no, zmedena sem bila, mislim res, no, tak, nisem vedela točno, kako se sploh tega lotiti na nek tak način, da bo to delovalo. In potem v bistvu se prav spomnim, no, mislim, da je bilo lani junija, smo bili na morju in si ti imela tisti en brezplačni tečaj, spletna stran kot tvoj najboljši prodajalec, ali nekaj takega je bilo, no, ne vem zdaj točno naslova, ampak takrat sem prav dobila, tudi tako čisto slučajno, prej te sploh poznala nisem, ne vem sploh, kako sem prišla do tega brezplačnega tečaja, pojma nimam, ker pojavil se nekako pri meni in malo sem, ker sem zjutraj prej vstala kot ostali, sem pač malo tisto poslušala in sem takrat res en tak aha moment je bil s to spletno stranjo, no, meni je bilo takrat to tako fascinantno, spletna stran je v bistvu ful pomembna, ne, pač jaz res nisem dajala poudarka na spletno stran, pač tako sem jaz vzela, okej, moraš jo imeti in je bila to tako mimogrede narejena neka spletna stran, brez neke strategije, brez nekega, a veš, ozadja, ne, pač samo narejena spletna stran. In takrat mi je dalo to zelo zamisliti, no, da je v bistvu spletna stran zelo pomembna, tudi pač neke druge stvari, ki si jih takrat govorila, so mi čisto spremenile pogled na podjetništvo. In tako se mi je zdelo, da je mogoče pa res bi bil to dober trenutek, da res poglobim svoje znanje, da dobim res neko strokovno podporo pri tem, kar počnem, da ni to vse tako nekako, no, pri meni je bilo vse tako spontano, kar se ni nič narobe, ampak ne, manjkala mi je pa vseeno struktura in znanje in
ogromno tega, no. Tako da ja, to je bil tisti moment, no, ko sem potem se odločila tudi za ta program legendarni, ker se mi je zdelo, da je res en tak celosten program, kjer bom dobila ful enega znanja in podporo, zato da stvari pač spravim na neko pravo pot, no. A pa se mogoče spomnite, kaj bi pa bila recimo, če se takrat ne bi za ta program za sodelovanje odločila, kaj bi bila alternativa? Ali nista imela nič, ali bi v bistvu bilo isto, kot je bilo do takrat? Ja, jaz sem bila v trenutku, ko sem spomnim se tistega občutka, jaz moram nekaj narediti, no, prav bila sem v tem momentu, jaz moram nekaj spremeniti, tako ne gre več naprej. Tako da mislim, da je bil pač res tak moment, ko si se ti pojavila glih ob pravem času, na pravem mestu, no. Verjetno bi ravno tako nekaj našla, no, ker sem res bila v tem, nekaj moram spremeniti, no. Ja, pri meni je pa enostavno, jaz sem že pač do tistega trenutka, ker sem se odločil za legendarnega, ne, jaz sem ogromen in YouTube video pregledal, kako se kaj dela, zakaj se dela, ne. Ogromen nekih takih tečajev nabavil, ampak nikjer nisem našel tiste dodane vrednosti. Pač tistega osnovnega znanja, tisto, kar dejansko potrebuješ za, ne vem, izdelavo spletne strani, urejanje in vse te stvari, to že dobiš, ampak ne dobiš tistega ključa, kako dejansko priti do strank, ne. Na koncu se je, ne vem, moje pridobivanje strank je ogromen je šlo prvo čez to od ust do ust, ne, kar mi je najljubše. Druga stvar je bila pa oglaševanje, a ne, in na koncu sem prišel v to fazo, da sem v parih letih kar konkretnih tisočakov zmetel za oglaševanje, ampak nikoli ta pravih rezultatov, ne. Tako da sem vedel, da moram pač nekaj drugače narediti. Vedel sem, da nekaj ne štima, ne. Tako da vse pride v pravem trenutku, no, in pol se pojavi Maja. Ja, ful dobro, me ful veseli. Ampak to z oglaševanjem je pa v bistvu ful pogosto, a ne, da mislimo, okej, bom pa dal denar v oglaševanje in bo tukaj rešitev, ampak če ni vse drugo postavljeno, je to sicer lahko začasen obliž, ni pa dolgoročno, da bojo potem preko tega prihajale stranke. Pa me mogoče še zanima, kaj sta v bistvu zdaj, ko sta člana, ko sta v tem v programu legendarni, kaj vama je res že uspelo implementirati, oziroma če sta že, kaj je tisto uspešno, a ne, da so kaki konkretni rezultati se že pokazali iz tega? Ja, zdaj, če jaz začnem, jaz sem v bistvu postavila novo spletno stran, ne, iz temeljev, tako kot smo se učili, zato da, ker sem se pač naučila, kaj je sploh namen spletne strani, kaj je pomembno, zakaj jo naredimo tako, kot jo naredimo, pač, ne, in kaj so ti nujni elementi na spletni strani, tako da v bistvu sem postavila novo spletno stran. In kar mi je zelo vredno, so pa te pač lijaki, ne, za pridobivanje strank. Recimo to je ena stvar, o kateri prej pač res nisem vedela nič, ali pa zelo malo, no, premalo, da bi sploh vedela, kako se tega lotiti, ne. Zdaj tukaj smo pa res dobili konkretne korake in tvojo podporo, ne, zares čisto osebno podporo, no, da lahko ustvarimo te neke lijake za pridobivanje, ne, strank. Tako da to sem kar nekaj tega postavila, izboljšala sem vse, pač tudi na novo naredila vse te prodajne strani, ne, landing page, no, ali kako se to po slovensko reče. Prodajno pismo, prodajne strani, ja. Ja. Da bolj nagovarjam svojo idealno stranko, da sploh vem, kdo je moja idealna stranka, ne, saj to so te temelji, s katerimi smo začeli. Se mi zdi, da sem si tukaj zelo razjasnila stvari, ki so prej bile mogoče malo preveč tako v oblakih. Tukaj smo šli res tako po korakih, zelo sistematično, zelo strukturirano, no, to mi je zelo všeč, ne, da res imamo te korake, kako neke stvari implementirati, kako jih res izvesti v praksi. Tako da ja, pač sigurno bi se še česa spomnila, no, zdaj mogoče mi malo manjka, ampak ker ja, že nekaj časa sodelujeva,
Pa smo imeli veliko enih vsebin v legendarnem, pa vem, da sem tudi še neke druge stvari implementirala. Ja, jaz se spomnim, pač, da smo veliko delali ravno na teh različnih lijakih za različne dogodke, da tudi ga malo mogoče preoblikovali, zato da je tudi ni bil samo brezplačen, ampak je bil tudi delno plačljiv. In definitivno se strinjam, da je to lahko en taki fajna dodana vrednost v našem poslu. Mogoče Ja, še pri meni pa enostavno pač da jim z vsakim najnim pogovorom, oziroma coachingom pride, lahko mu rečem, za vsaj 2 strani novih idej. In tukaj pač kar je ratalo je to, da sama spletna stran je dobila nov navdih. Sem nekih 70% stvari na spletni strani že popravil, implementiral, kar se takoj pozna na večji obiskanosti, pa tudi na sami konverziji. Iz tega programa je ratal tudi moj YouTube kanal, pa snemanje za TikTok in ostale stvari, ker sem tukaj dejansko dobil ta vpogled, da je potrebno res ljudem dati vrednost. Jaz sem bil vedno skeptičen do teh, da rečemo, brezplačnih dogodkov, zdaj bo pa tukaj prišel samo nekdo, ki hoče vse nekaj brezplačno, in pol pač vsak posameznik ima nek slab feeling v sebi, da si ogromen nekaj naredil, ampak nič od tega, ker roko na srce, pač vsi moramo imeti nek zaslužek, da lahko sploh živimo, In ta pogled pri tebi, kako zelo lepo uspele stvari, se pravi tudi te lijaki in to mi je res odprlo neko novo dimenzijo, In dejansko pač, če greš po korakih, pač prideš ti do strank, pač tisti, ki hoče brezplačno, bo dobil brezplačno, ampak še zmeraj ni to izgubljena stranka na dolgi rok, In tukaj, to, da sem se začel zavedati, da tudi vsaka brezplačna stvar mora biti vredna stvar, in zate in za vsakega posameznika je sam enostavno prava pot v pravo smer. Me pa zanima, kako vama je, če vama pride kdaj prav tudi tista knjižnica vseh predlog, ki so na voljo, kdaj to uporabljate, vama pride prav? Ker je na voljo tudi pač knjižnica recimo za Canva predloge, kjer se potem lahko vzamejo in se naredijo na hiter način bolj grafike, pa druge pripravljene predloge. Jaz sem že nekaj uporabila, bom pa sigurno še, se mi zdi, da so zelo uporabne. Tako da definitivno, cel kup je teh predlog, tako da bojo ful prav prišle, res. Super, se me veseli. Predloge so super, glih zaradi tega, ker recimo prideš v situacijo, ki niti ne veš, kaj bi sploh objavil, kako sliko bi dal, in tam v predlogih imaš enostavno že postavljene stvari, pa samo še malo dodaš, tako da recimo v parih minutah imaš ti, da rečemo, neko vizualno podobo že postavljeno, tako da je ful dodana vrednost, Me pa ful zanima, ker velikokrat je recimo včasih kakšen pomislek, ko so skupinski programi, pa to se jaz ne želim, ne vem, ni zame, jaz želim individualno, pa me zanima, kakšen je pa vajin občutek glede tega skupinskega programa. Je kaj se spremenilo mnenje mogoče, oziroma kakšno sploh je mnenje o skupinskih programih? Meni je super skupinski program, zato ker se v bistvu pač učimo tudi drug od drugega, pač tudi sama vodim skupinski programe, se mi zdi to res super način. Tudi večinoma so feedbacki od pač teh strank, ki igrajo v ta skupinski program, potem ful super na koncu. Tako da tudi tukaj se mi zdi skupinski program super, pa nič nismo oškodovani, ker Maja vedno dela tudi s vsakim posameznikom, vsa vprašanja pač ti res čisto osebno
nam odgovoriš, se vedno vzameš čas za vsakega posameznika, tako da pač res vidim samo prednost v skupinskem programu, ne? Ker še kdo drug, ko ima mogoče podobne ali pa drugačne izzive, ti da tudi potem še en dodaten ali pa drugačen pogled na stvari, ki ga mogoče sam sploh, ne vem, ne vidiš najprej, ne? Tako da meni se zdi skupinski program super, no, pa tudi na začetku nisem imela nekih pomislekov glede tega, tako da ja, meni se zdi samo plus. A pa imaš občutek, da je poskrbljeno zate, ali imaš občutek, da si čisto prepuščena sama sebi? Ne, ful je poskrbljeno za nas, to imam res občutek, da vedno lahko vprašamo, še premalokrat, ne, si to nekako časa kar zmanjka za ta vprašanja, ampak ja, kadarkoli, no, ne, sprašujemo kaj, itak vedno ful poskrbiš za nas, vedno nam daš ne samo odgovore, tako se mi zdi tudi neko širšo perspektivo, ne, dodatne ideje, drugačen pogled na stvari, tako da se mi zdi, da je res super poskrbljeno za nas, no. Super, me veseli. Ja, tukaj se kar strinjam s Tamaro, no. Skupinski coaching, lahko sem pridobiš nova znanja, nove perspektive, pač več ljudi, ki je v skupini, boljša energija, več idej na kupu, in res se lahko eno drugega naučimo veliko, pač ja, nekateri so, ne vem, mogoče v tem trenutku 3 korake pred tabo, pa so šli že določeno pot, pa ti dejansko že pove, kaj deluje, kaj pri njemu delovalo, zato ker pač vsi smo na nekih podobnih, da rečemo, branžah, tako da je to ful zanimivo, ker se začnejo eni pogovori odpirati, s tem, da tudi vedno je možnost novega sodelovanja. Tvoja dostopnost je pa, moram reči, neizmerna, no. Tako da res v vsakem trenutku, karkoli rabiš, samo vprašaš, pa dobiš odgovor, tako da večji problem imamo mi sami, ker mislimo, da preveč ne jedemo, no. To se pa popolnoma strinjam, tudi jaz, ko sem v drugih programih, se mi zdi, da je to ali na eni strani prvo mogoče ta strahec, ampak zdaj se pa moram jaz izpostaviti, ali pa ne vem, v tem stilu, ne, ali pa najedati, ja, ampak ja, definitivno sem zato tukaj, ne, in jaz vedno spodbujam ne zapravljati časa z razmišljanjem, pa to, če lahko zapišeš vprašanje, pa takoj dobiš odgovor in imaš neko približno usmeritev. Zdaj, preden čisto zaključimo, me zanima, če mogoče še ima kateri kaj za dodati, da sta še želela kaj podeliti, pa mogoče nisem vprašala. Jaz bi mogoče še to dodala na tisto vprašanje, ko si vprašala, kaj smo že uspeli implementirati iz tega programa, tako se mi zdi, da odkar sem začela s tem programom, da je čisto drugače, no, da so se stvari postavile čisto na glavo, no. Tako da mogoče tudi zato je toliko vsega, ne, da sploh težko zajamem, no, pač vse, kar se je zgodilo v tem času. Ampak ja, čisto drugače zdaj poteka to moje poslovanje, no. Pa vem, da še ogromno stvari lahko izboljšam, pa nisem implementirala, ki me še čakajo, ne. Ampak ja, tako se mi zdi, da sem tudi sama več jasnosti imam, pa mogoče več samozavesti, zato ker imam te temelje postavljene, no, ko se mi zdi, da ta osnova, da so ti temelji stojijo, potem pa na teh temeljih preizkušamo različne stvari, ne, pa gremo počasi naprej, no, ampak ja, to, da stojim na teh temeljih, se mi zdi nekako najbolj pomembno. Saj to, ko si rekla, na glavo obrnila, si verjetno mislila pozitivno na glavo obrnila. Pozitivno, ja, pozitivno. Ja, jaz pa tako, no, kar motiviram ljudi, no. Bi tukaj res dal poudarek na to, no, da vsak, ki bo tole poslušal, gledal, oziroma se najde v neki izgubljeni točki, ki več sam ne ve, a je to neka prava pot zanj, bi kar konkretno priporočal, no, da se udeležite programa Legendarnik, dobite tako širino, dobite ogromen znanja,
in enostavno Maja vam bo dala točno tisto, kar potrebujete, in ne rabite skrbeti, da boste tukaj stran denar vrgli, ne, kakor sem recimo tudi sam v ogromno nekih tečajev, pa na koncu nič od tega, ne. Pa evo, tudi Maja je potrdila, sem tak človek, da pač gre z glavo skozi zid in takoj gremo v neko implementacijo in akcijo, a ne. Ampak pri tistih tečajih jaz nisem dobil tistega rezultata, ki sem ga pričakoval, a ne. Tako da tukaj res vas ne rabi biti strah, Majo vprašajte, dobili boste odgovor, tako da legendarni je super zadeva, no. Super, najlepša hvala. Zdaj, čisto preden se še pa res poslovimo, zdaj, če bi nekdo potreboval kakšno vajino pomoč, kje vaju bi najlažje oziroma najhitreje pride do vaju? Do mene je najlažje na Facebooku ali pa na spletni strani. Pač Facebook je Pristno in prisotno starševstvo in pa vabljeni vsi v skupino Otroci z močno voljo. Pa na spletni strani, no, odsev.si. Ja, mene pa lahko isto najdete na Facebooku, Bioterapija Robert Borenovič. V Google vpišite Bioterapija Robert Borenovič, pa vam bo vrgel tudi mojo spletno stran ven. Je pa tudi zaživela moja skupina Naravne rešitve za zdravstvene izzive, kjer sem pa vedno dostopen, ne, in tudi pričakujem od ljudi, da mi postavljajo vprašanja in rade volje odgovorim. Vidim, da pač ni potrebno vedno vsakmu pomagati striktno sam z bioterapijo, a ne, nekdo rabi čist sam nek odgovor na svoje vprašanje, pa bo lahko šel naprej v življenju, a ne. Tako da načeloma sem dostopen povsod, no. Hvala. Bom spodaj linke pustila, tako da vsi, ki želite se povezati, ste seveda dobrodošli. Robert in Tamara, jaz sem vam res neizmerno hvaležna za ta super pogovor. Verjamem, da bo tudi marsikateremu podjetniku pa podjetnici mogoče tako malo tudi v oporo, pa da nismo sami na tej poti. Tako da res vam en velik hvala in poklon.